začetek puščave. Tole eni pa tle spijo. Tole sva pa imela za kosilo. 5 evrov, 2 ta sendviča s piščancem. Pepsi, Pa noter je že krompir. Zraven še dal 2 poprija. pa še predjed. Ja. Ko sva prispela v Inara Camp, sem valjda takoj potegnila kamerico in vse dokumentirala, ampak je tako zelo pihal, ker se je približeval tako imenovani sandstorm, da vse, kar sem povedala, se me praktično ni slišalo. Če ste videli, ne bo zelo sive barve, to je pa zaradi tega peska. Kar sem želela povedati je, da je nebo bil tako obarvan v sivo barvo zaradi peska, ker se dvigne in da je videti, kot da je oblačno in da bo vsak čas prišla ena nevihta, ampak ne. Za to sivino se skriva močno sonce in temperatura se v puščavi približala skoraj 50 stopinjam in lahko rečem, da take toplotne obremenitve nisem doživela še nikoli v življenju. Res je bilo vroče. Prispela do najnega šotorčka. Midva sva vzela tazga s teraso. Cena bivanja v šotoru se razlikuje glede na to, ali ima šotor teraso ali ne in na velikost šotora. Imaš 3 range, midva sva vzela srednjega, kar pomeni, da imava in teraso in dokaj velik šotor. Tukaj lahko vidite 2 stola, tukaj zvečer upam, da bova uživala in ujela tudi kakšno zvezdo, čeprav glede na sivo nebo nisem čisto prepričana, ampak vseeno izredno lepo izgleda. Potem glavna atrakcija, drage moje, bazen sredi puščave in priznam, da sem se zaradi tega tudi odločila za ta kemp. Tukaj je potem tudi 2 ležalnika pred šotorom, zdaj pa še glavni del, šotor tur in notranjost šotora. Evo, tukaj je najprej en kavč za čiliranje, ena posla, deluje udobna, tale kavček mi deluje ful zanimiv, aj kaj noter. Ne, sem mislila kakšne dikce. Potem imamo tukaj WC, sem že ščekirala, voda je. Ja, ni naš štrbunk. Aha, vidim tudi, da je za elektriko. Tukaj imamo potem še neko klimo / ventilator, ogledalo, kopalnica, še sef je. Voda sem že ugotovila, da je, kako tale tuš deluje, bo še malo naštudirala. Kaj pa je tole belo? Tole je boiler. Boiler, aha. In to je to. Evo, tole bo pa najin razgled zjutri, ko se zbudiva. To pa res ne doživiš vsak dan. Room service. Some tea, right? Yes. Oh, thank you. Welcome. Like a waterfall. It's the ladies Lady first, thank you. The right way. Okay. Cheers. 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 Čin. Čin. Ok, da mi pa zdaj probava tele čajčke, kaj prinesel. A slišite, kako piha? Po moje bo zvečer šotor premetavan. Dosti je grenek, metin čaj, ampak meni se zdi pregrenek ta moj okus. Aha, še mi je sladko. Life is better with a little bit of sugar. Cheers. Bomo pa videli zvečer, kako bo. Rekel nam je ta lastnik tega kempa, da se zvečer ful slišijo divji psi in da celo pridejo do kempa, zato ker jih hranijo in da so zelo glasni, naj pa ne bi bili napadalni. Ok, jim verjamemo na besedo, sam jaz mislim, da bo to vse scary. Bomo pa videli, ne vem, zdaj, če bova videla, slišala toliko piha, jaz mislim, da prvič v življenju doživljava neke vrste sandstorm, pejte pogledati. Pač vse si v Sploh ne moreš biti zunaj.
It's the fire in the rain. It's the smile within the pain. Kaj pa to? Midva z Raletom zdaj tukaj čilirava ob glasbi. Prijeta dve mladenke in rečete Raletu, če lahko naredite z njim sliko. In Rale vstane. Pogumne, punca takole zraven in one bi se kar slikale. Sploh mi ni jasno, da so ga pač zamešale s kakšnim zvezdnikom, ali je pač tole sam vroča roba. Punce! Tega nisem posnela, ker tudi malo enjoy the moment. Zdaj greva pa na večerjo. Evo, ura je 20 do 7. Mava organizirano večerjo v sklopu tega bivanja. Ful me zanima, kaj bojo ponudili, kako sploh bo. Tako da gremo. Kaj sem si prevodil Japanko. Prav milimetri, da bi mi nogo prepičal. Kar nekak sem. Fuck, čakaj, da bom. Tanžija. With local spices. Da je noter govedino v to posodo. Ok. In it's in the long time. Dolg čas se kuha. Kaj je sač pri nas? Za sleditev pa sva imela pravo maroško poslastico, pastila, ki se lahko je tako slano kot sladko. Najna verzija je bila sladka s timetom in ocvrtimi mandlji. Dobro jutro iz Inara Kempa. Kako je mirno, vsi še spijo. Ura je zdaj le 8, jaz sem se zbudila pred vsemi in prav sama uživam v tej tišini, v tej spokojnosti. Noč je bila ful vroča, res toliko mi je bilo vroče, pa sem si šla vmes zmočat brisača in mi ni preostalo drugega, pač da dam to na telo, da sem se malo hladila in lov zaspala. Pa celo noč se je ful sliša lajanje divjih psov, res prav tako tulali so. Tako da to me je vmes parkrat zbudil, tako da sem zdaj res zlimana in podrta. Ampak to ne spremeni dejstva, da je ful lepo tukaj, ful dobra izkušnja. Pa tale mir zdajle, prav paše mi, da ni nobenega, ker včeraj sem imeli tam dol še neko žurko in se je glasba slišala tam do ene polnoči, sicer je bilo ful dober, ker je naredilo vzdušje. Ne maram te sicer zvečer tišine in samote in mi paše, da se dogaja. Mi je pa zdajle zato top, ker ni kave, jaz vedno pijem kavo zjutraj in ne vem, mogoče pol bo na zajtrku, ampak jaz ponavadi, ko se zbudim, grem na kavo, tako da danes bo pač tako naravno bujenje. Zajtrk takole prihaja v več turah. Zdajle nos že nov krožnik in je prav tako presenečenje vedno, kaj prinese. Prej je bila lubenica, zdaj je omleta jajca, predtem je bil kruh, maslo, razdvajajo nas round 4 fresh juice. Definitivno izredno zanimiva izkušnja, ki bi jo priporočila vsakemu adrenalina željnemu popotniku. Po 2 dneh sva zapustila ta prečudoviti Inara Camp, zgodilo so še neke take manjše stvari, ki so ostale samo za naju in vam bom več povedala o Q&A videu, tako da če imate kakršnokoli vprašanje, lahko že zapišete spodaj v komentar. Midva pa torej zapuščava Inara Camp v puščavi in se vračava nazaj v civilizacijo po 48 urah. Tole bova po tej puščavski izkušnji tako pasal. Evo, midva so se check-inala v nov hotel. Vam ga na hitro pokažem. Tole je kopalnica, kad mi je ful všeč. Potem tukaj zadaj je še WC.
Tole je umivalnik, ful je lep, res čist po mojem okusu. Pa imamo tudi televizijo, postlo. Tukaj je welcome food, dobila sva tudi welcome drink in potem še razgled z balkona na bazenček. Mi je pa všeč zato, ker muska poka, pa tudi nekaj mladih sem opazila, tako da perfekt. Čin! Čekajte še me. To je neka pina kolada. Moče zaradi limona. Čin. Čin. Thank you. Zdaj pa še tako pozno kosilo. Jaz sem naročila kombinacijo morskih sadežev. Rale imamo tudi mešano meso, zelenjavo jaz pa pomfrijam. Ura, še enkrat bon apetit. Za sladičko pa čokoladni brownie z vaniljovim sladoledom. Da vam povem, koliko so prijazni tukaj. So videli, da delam fotke in pride in mi prinese 2 rožice, da bo slika bolj ratala. Ful mi je všeč, dejansko je ta hotel se mi zdi še lepši kot tisti prej Movenpick, ker sva bila tako mogoče malenkost bolj zaseben, ful dobra hrana, pa enostavno lep. Naslednji dan sva se dobro naspala in šla v hotelu na zajtrk. Zdaj pa, katera ugane. Pokazala sem vam že od jahanja kamel, pa tržnico oziroma njihov market, puščavo, nekaj njihovih tradicionalnih jedi. In kaj bi lahko bilo naslednje? Ne boš oganila, nikoli ne boš oganila, ampak odpravila sva se na najino prvo uro golfa. Povej, kje je vroče danes? Toliko je vroče in še midva, ki sva zaspanca po tej puščavski izkušnji, sva se naspala in tako v easy pojedla zajtrk, tako da golf se sicer igra zjutraj ob takem vročem vremenu, ampak pač midva sta šla zdaj ob 12, kar ni najboljša ideja, ker je res vroče. Vzela sva tudi tečaj, tako da nam bojo malo pokazali, kako sploh udar, če so kakšne posebne tehnike, pač vse cake in fore, tako da jaz se ful veselim. Prava, prva golf izkušnja. Zdaj moraš pokrčati noge. Upati na srečo, I guess. Naravni talent. Party time! Končno! Zdaj pa si, draga moja, ti predstavljaj situacijo. Sediš v bazenu in zraven tebe brisačo razgrne Leonardo DiCaprio. Ja, to je mogoče, ker se trenutno nahajava v Nikki Beach, v bistvu taka veriga luksuznih bazenov, znanih po celem svetu, in to so v bistvu v preteklosti obiskali zvezdniki, kot so, se pravi, Leo, Paris Hilton, Naomi Campbell in tako naprej. In pogovarjala so se z natakarjem, ki nam je zaupal eno hudo dobro zgodbo. Namreč enkrat je v pač ta klub oziroma bazenu stopil gospod, ki je želel proslaviti ženin rojstni dan. Naročil je 1000 steklenic šampanjca okoli bazena samo za škropljenje. In ko so odpirali steklenice, pa je poskrbel še za dodaten efekt presenečenja. S helikoptera so začeli deževati cvetovi vrtnic. Kaj pa to? Kaj pa to? Najna zadnja destinacija pa je bil hotel Rajdbi Marrakeš. V bistvu je Maroko ful znan po teh rajdih. Na zunaj ko neke res take stare in zapuščene stavbe, notri pa res lepo in butično opremljeni hoteli. Hello! Gremo v najin 4. dom že. Nahaja se čisto v centru mesta in zdaj so spet začutila ta prav maroški utrip. Mal priznam, da sem vrnjena iz cone udobja, zato ker se tukaj kar precej dogaja. So pa ti v bistvu hostelčki oziroma ti riadi res ful fotogenični, se lahko vidite. Je dober? Bomba. Zajtrk. Še jaka muskica. Ful.
v Raid bi Marrakech hotelu, tako le dajo ponovno na full krožničko, vse tako lepo fotogenično, sadje, jajca so že pojedla, jogurt, pa imamo tukaj lepe lačinke, kavo, svež pomarančni sok, pa da ne rečem razgled in cela ta terasa. Taka oaza, džungla na strehi hotela Raid bi Marrakech. In tako sva se počasi približala koncu najnega potovanja. Bilo je res lepo, na trenutke sem šla precej izven cone udobja, ampak kot pravijo, da se najlepši razgled skriva za najtežjim vzponom, jaz potegnem vzporednico. Življenje in vse čudovite stvari se zares šele začnejo, ko stopimo iz te cone udobja in si upamo za živeti. Really? Yes. Look. In kot vsako leto bom tudi danes oziroma letos kupila kartico, tokrat iz Marrakeša. Vedno vzamem eno tako, ki me čim bolj spomne na vse, kar sem doživela. Zdaj iščem tako ta pravo, da so gor kakšne začimbice, glavno mesto, mogoče kakšna kamela, glede na to, da sva jahala Udve, sva tudi bila. Tako da to je nekak moj hobi oziroma lahko bi rekla spirateljstvo. Evo, tale je že zelo blizu perfekcije. Adijo lepotica oziroma po arabsko Bintu Jamilatan.